Besedo, ko smo si ogledali telesa Ivana Meštrovića zadnjič, da so nekatere izrazito odprta, nekatere izrazito zaprta, skoraj vozel od človeškega telesa. In danes bomo to temo malce razširili in bomo pravzaprav se ukvarjali s telesom, erotiko in evropsko kulturo. In ta povezava ni popolnoma nesmislena. Zelo zgodaj, pravzaprav konec 18. stoletja, so mnogi v Evropi premišljivali o ljubezni na nov način, oziroma o ljubezni, ki bi bila konstituent lika obnašanja državljana. Niti potrebno, da vas spomnim na Goetheja in na njegovega Wertherja in na neke druge, ki so pravzaprav iskali nove oblike ljubezni za nekakšno zamišljeno novo državo in seveda vsi nekako pod vplivom francoske revolucije in temeljnih sprememb, ki so se zgodile v Franciji oziroma predvsem v Parizu, ampak seveda potem tudi ostanku države, ki so izvale tudi vojne, ki so pač precej spremenile Evropo. Torej, govorimo o fenomenu, kako se je ljubezen upisovala v nove projekte, tudi v nove utopistične projekte novih držav, po revoluciji, z revolucijo, med revolucijo. In med njimi eden od najbolj zanimivih mislilcev je Rétif de la Bretonne. Rétif de la Bretonne, ki se drugače piše ali restif, pa se bere retif, ali retif, pa se bere retif. Kje je razlika? Razlika je dokaj enostavna. Rétif de la Bretonne je bil manjši plemič iz manjše trgovske družine v Franciji, iz mesta Chaux, in je njegov oče kupil nek del zemljišča, ki se je imenoval Breton. In je potem on sebi nadel aristokratsko ime Rétif de la Bretonne. In potem, ko je nastopila francoska revolucija, je seveda bilo malce tvegano imeti aristokratsko ime in potem je on svoje ime spremenil. Ni več bil restif, ampak Rétif le Breton in nič drugega. Tako je dokaj uspešno preživel. Vse spremembe pravijo zlobni jeziki, da je pač bil konfident, da je delal za kraljevsko policijo in potem tudi za revolucionarno policijo. Kakorkoli že, ta oseba je izjemno zanimiva, ker je v evropski kontekst in v obnašanje evropskega pisatelja, evropskega kulturnika, bi rekli, vnesel kar nekaj novic. Jaz enostavno ne morem, pa da ne povem vse te njegove inovacije, ki so izjemno zanimive. Tukaj vidite naslovnico, namreč, da bi zgodbo pojasnili, Rétif de la Bretonne je kot nekakšno svojo dočeta dobil tiskarno. In je takoj začel tiskati knjige, imel je svojo knjigarno in je bil tudi avtor. In je ogromno pisal. In ena od skrivnosti, zaradi katere je pač bil tako ploden pisatelj, če ne morda vrhunski pisatelj, je tudi to, da je v tiskarni pisal direktno s črkami. Torej je pravzaprav odkril kompjutersko pisavo, pred smo vedeli za kompjutere. Torej je v tiskarni pisal direktno svoje tekste, ne iz rokopisa, ampak s črkami direktno v stroj. In je ta Rétif de la Bretonne postal pravzaprav žanrovsko zelo dobro definiran. On je namreč pornograf. Pornograf, ki je pisal o ljubezni, o erotiki, o galantnih zgodbah, torej ne pornograf v današnjem smislu, ampak pornograf v nekem drugem smislu, ker Rétif de la Bretonne je zelo dobro poznal klasične jezike in poznal antične kulture in je sam uporabil termin pornograf za neko svojo sicer dosti pomembno knjigo in je prenesel pomen, ki ga je našel pri pozno, bi rekli, iz druge sofistike, to je drugo stoletje našega štetja, denimo grškega avtorja Atenaja in njegovega ogromnega dela, ki se imenuje Deipnosophistai oziroma filozofiji na gostiji, kjer je ogromno različnih filozofov, tudi zgodovinsko znanih, ki izhajajo iz različnih šol in sedijo ob mizi in se ukvarjajo z mnogimi temami.
13. knjiga tega velikega dela, ki je, kot vidite, popolnoma brez strukture, to je samo diskurs, to je samo, bi rekli, pametno in duhovito blebetanje o različnih temah, z ogromno citatov, kar vsak mora pokazati svoje znanje in svojo utemeljenost v določeni disciplini, v določeni šoli. No, knjiga 13 imenuje se O ženskah, ampak pravzaprav v tej knjigi se predvsem govori o ljubezni, o različnih oblikah ljubezni in prvi del je ljubezen človeka in živali. Ne vem, če vas to na kaj spominja, ampak tradicija, evropska tradicija dobrega obnašanja do živali in nežnosti z živalmi je nekaj, kar je zelo, zelo dolgo upisano v evropsko zgodovino. Torej, v tej knjigi pravzaprav o ljubezni Atenaj uvaja termin pornografija, ampak ta termin ima samo žanrovsko definicijo je, namreč porne je hetera, prostitutka, grafo je pišem, pornografija je književni žanr, ki opisuje življenje prostitutk. Torej, to ni pornografija, ki jo mi imamo, zelo široko področje in nevarno področje, seveda, ampak vsekakor je to prvi pomen. Torej, čisto književno-teoretični termin, ki ga je Atenaj prvi uporabil in pravzaprav Rétif de la Bretonne uporablja njegov termin. Piše o prostitutkah, bomo videli, kako piše o prostitutkah. Ta uvod Rétif de la Bretonne se vam bo morda zazdel malce preveč širok, ampak če nič drugega se boste zabavali. Namreč, pred sabo imate naslovnico Rétif de la Bretonnove knjige, ki se imenuje Pariške noči. Si lahko zamislite, kaj je tukaj opisoval? In ta lik, ki obiskuje Pariz po noči, ima na glavi sovo, ki vidi vse. In ki seveda po noči, zaradi tega, ker ima nihtalopsko oko, vidi vse tudi v mraku, in ta osebnost, ki vidi vse, ta oseba, ki vidi vse, pač opisuje različne ljubezenske zgodbe, različne škandale, različne dogodke nočnega Pariza, seveda veliko prostitutk, tudi kaj se dogaja v tem nižjem svetu. In v tej knjigi prvič se pojavi nekaj zelo zanimivega, namreč v evropski književnosti je Rétif de la Bretonne prvi jasno definirani fetišist. Obožuje stopale in čevlje. Torej imamo prvega evropskega fetišista, ne samo prvega pornografa, ampak prvega fetišista. Jasno bo, kje je Rétif de la Bretonne, ko bom povedala, da je bil sovražnik markiza de Sada. In sta se, dva sta pač en drugemu pošiljala pamflete, napade in tako naprej. In med drugim je Rétif de la Bretonne napisal tudi knjigo, ki se po Sadovi žistini imenuje Antižistin, proti žistin. Torej, ja, razlika je ogromna, ker on pravzaprav zelo jasno pove, Antižistin je roman o užitku, o tem, kako smo srečni z užitkom, ne kako smo sadomazohistični, ne? Kako mučimo druge, da bi bili srečni, ampak nasprotno sami uživamo v ljubezni. Torej, ta knjiga Pariške noči je bila izjemno popularna, ne toliko v Franciji, morda, ki se odlično prodajala, da se razumemo, on je bil zelo uspešen kot lastnik knjigarne in tiskarne. Ampak njegove knjige so z ogromnim zanimanjem brali in o tem pisali Kant, Goethe, Schiller, Humboldt, torej vsi veliki intelektualci nemških dežel tega časa, so pač brali Rétif de la Bretonne in ga resno so ga jemali. Torej, kaj je to, kar je za Rétif de la Bretonne tako zanimivo? Ja, med drugimi, on prvi uporablja termin komunist. Opisuje neko svojo in prizna, da je komunist, oziroma opisuje filozofijo nekega svojega prijatelja, ki je mislil, da filozofi morajo živeti v zadrugah kot komunisti in deliti vse. Torej, kot vidite, je res inovator, takšnega inovatorja Evropa res ni do takrat imela. Imenujejo ga Francozi, kritiki ga počasi zelo pogosto imenujejo Voltaire blatnjavih ulic ali pa Rousseau nižjega sloja in tako naprej. Torej,
On je nek pandan temu vzvišenemu intelektualizmu, ki v tem trenutku predvsem misli v terminih enciklopedistov in enciklopedija, ne velikega projekta, neodvisnega projekta francoskih intelektualcev, mislijo o tem, kako se konstruira država, kako se strukturirajo službe, kako izgleda državljan, kaj mora državljan delati. To je pa vse uvod v francosko revolucijo. Rétif de la Bretonne se ukvarja s tistim spodnjim delom državljanovega življenja. Ampak je napisal dve knjigi, ki sta izjemno zanimivi. Eno se imenuje, jaz bom splošni izgovor, ne pa francoski, da bi razumeli, eno je ginografija, drugo je andrografija, torej ena knjiga, ki je namenjena damam in druga, ki je namenjena moškim. V tej knjigi on izlaga, da bi Evropa, pazite, prvič se Evropa pravzaprav imenuje kot nekakšna enota, tudi tu je inovator, da bi pač državljani evropskih držav, ki so v tem trenutku vse sorte, kraljevine, mehne kneževine, velike države, stare države, kot je Nizozemska, ki ima težave z neodvisnostjo, pa Velika Britanija, pa Francija, vse je zelo, in seveda staro kraljestvo Španija, zelo pogosto v vojnah, v tem istem stoletju, malce prej je bila 7-letna vojna, ki je skoraj uničila Evropo. Torej, sklicuje se na Evropo kot enoto in posebej dokazuje, da v Evropi ljudje, dame in gospodje, vodijo ljubezen na poseben način. In da ta način ljubezni v Evropi pravzaprav je nekakšna osnova, iz katere naj bi se rodil evropski državljan. Evropski državljan, ki ceni lepoto, ki ceni ljubezensko zvezo, ampak ni nujno, da je ves čas vera svoje ljubezni. Ni nujno, da je povezan v nekakšno zakonsko zvezo, je pač evropski državljan je galanten in evropska državljanka je galantna, posebej, če ima lepa stopala in fine čevlje. Torej, je vse v nekakšnem, veste, nizkem, zabavnem slogu, ampak pojasnjuje neke osnove evropske mentalitete, bi rekli. In to je res prvi, ki govori o evropski mentaliteti kot specifiki, ki se razlikuje od drugih mentalitet. In seveda ne govori v terminih rasizma, nasprotno. Tisto, kar je zanimivo, je, da je Rétif de la Bretonne napisal tudi dva romana, ki sta znanstvena fantastika. Eno je v poletu letečih ljudi, ki so izmislili krila, seveda zadeva ni popolnoma brez veze, ker sta brata Montgolfier izmislila leteči balon in z njim pač, kot veste, tudi letela. Torej, letenje ni bilo popolnoma zunaj sveta, v katerem so živeli, torej ti leteči ljudje, ki so izmislili krila, odhajajo nekje na jug in tam pač najdejo svet, v katerem so različne kombinacije bitja, ki so kombinacija živali in ljudi, in seveda medsebojno se pač zelo različne vrsti teh hibridnih živali imajo radi. To je že spet malce pornografsko, ampak v našem smislu, ampak vsekakor še ena nova ideja o tem, kako je ljubezen pravzaprav tisto, kar drži družbo. In pa v pornografu, končno, v tej knjigi on razpravlja o konstrukciji mesta, o tem, kako se gradi mesto in kaj je za mesto pomembno. In med drugimi on govori o tem, da je za mesto pomembno, da ima seveda cerkve, vojaške objekte, inštitute, inštitucije, seveda vladarjeve dele ali pa seveda narodne, odvisno od trenutka, v katerem je objavljal svojo verzijo knjige. Ampak tisto, kar je najbolj pomembno, on meni, da je nujno, da vsako evropsko mesto torej ima svoje bordele, državne bordele, v katerih bi ljudje uživali, s tem, da so prostitutke zdrave, da so plačane, da imajo to kot svojo profesijo, državljansko, in da so pač priznane državljanke, brez kakšnih koli primislekov, ampak vsekakor, da so bordeli ključni. Zakaj so bordeli ključni?
Zaradi tega, ker pravzaprav bordele Retief de la Bretonne umeščuje v politiko higiene, ki se je šele razvila v tem trenutku. Torej, zaščite pred bolezni. Tista bolezen, ki je bila ključna, ki je v tem času harala po Evropi in ki je res bila velika nevarnost, je bil sifilis. Torej, zaradi sifilisa je potrebno, da so mesta urejena tako, da v njih obstaja inštitucija za ljubezen, za užitek. V tem trenutku so verjeli, v teh časih so verjeli, da je sifilis prišel, seveda tista evropska odgovornost do divjaštva, ki so ga izvajali v kolonijah, je prvo to, da druge imenujejo divjaki, in drugo je, da pač zlo prihaja iz kolonij, čeprav je resnica to, da so odnesli v kolonije sifilis, gripo in druge bolezni, ki so res uničile domačine. No, zgodba je ta, da je prišel nekdo z Haitija in prinesel sifilis v Evropo. Naj se spomnimo, da v 80-ih letih se pojavila še ena bolezen, ki je bila povezana s seksualnostjo, in to je AIDS. In AIDS je v zgodovini bolezni, posebej v popularni zgodovini bolezni, prišel z Haitija. Torej, ta imaginarij belega moškega je tukaj zelo pomemben, ampak ga bomo pustili pri miru, ker nas zanima nekaj drugega. Namreč mesto mora imeti odprto, javno, jasno mesto, kjer se lahko zadovolji ljubezen, oziroma nagon, oziroma želja, oziroma kakorkoli, da se ustvari užitek. In to mora biti privilegij vseh državljanov, torej je nekaj, kar idealna država pravzaprav plačuje. Nek Bretonov koleg je tudi narisal idealno državo, idealno naselbino, in idealna naselbina ima obliko falusa. Kakorkoli že, je ta ideja urejenosti, higienske kontrole, kontrole zdravja, biopolitike, če hočete, nekaj, kar je že spet nekaj popolnoma novega, in ko je Michel Foucault pisal o biopolitiki, nažalost se ni referiral na Retief de la Bretonne, ker je res škoda, ker je Retief de la Bretonne dal zelo jasne osnove za premišljevanje o tem, kako se kontrolira narod, kako se izvaja biopolitika, kaj je higiena, kaj je disciplina in vse drugo, kar poznamo dobro iz Foucaultovih knjig. Torej, tisto, kar mene zanima v primeru Retief de la Bretonne, je prvič javna potreba za užitkom, ki naj bi bila karakteristika evropskega državljana, kako institucionalno osigurati zadovoljitev užitkov oziroma satisfakcijo užitku, ki je kolektivna potreba in privilegij vseh državljanov, torej je, kar naenkrat dobimo tudi nekakšno demokratično idejo. Torej, ta dva elementa sta tako ključna, da pač jih moramo najti tudi pri nekomu, ki je tako globoko premišljeval erotiko in ljubezen, kot je bil Meštrović. Že spet zadnjič sem tudi rekla Ivan Mažuranič. Torej, Meštrović je res mislil o ljubezni v okvirih nekakšne družbe, kar na njegovih nagih telesih, tudi erotičnih, najdemo zmeraj nekakšen odraz družbe, v kateri je ta nagi subjekt živel. In na drugi strani vidimo odnos nagega tela do spomina in zgodovine, kar je izjemno pomembno za državljana in tudi za demokracijo. Rekli smo, da je mladi Meštrović seveda bil demokrat in republikanec in da je z drugimi na Dunaju, o tem bomo govorili naslednjič, o tej dunajski situaciji, bil prepričan, da je možno ustvariti državo vseh južnih Slovanov in neslovanov na Balkanu in da ta država mora biti republika in vse ostalo. Bomo govorili o drugih, ki so na Dunaju imeli iste sanje. Ampak tisto, kar je pomembno za Meštrovića, je, da je svojimi nagimi telesi lahko izražal situacije, ki so obenem verske, ideološke in erotične. Torej, ta
povezava, ki seveda se raztegne zelo pogosto na zgodovinske dogodke, na zgodovinske fenomene, na drugi strani na verske fenomene. Oni imajo veliko religioznih del in v tem področju pač bomo raziskovali to njegovo obsesijo odprtega in zaprtega telesa. Spomnite se zadnjič, ko smo šli čez prvo serijo ženskih aktov, ki so s prekrižanimi nogami, v nekakšnem vozlu, spakirane, tako da niti ne vidite ženskega telesa razen hrbta. In seveda večina njegovih skulptur, teh podob spi, ima zaprte oči. Torej, so različni elementi zaprtosti in odprtosti, s katerimi se on ves čas igra. Bomo danes videli, kako to on povezuje z velikimi fenomeni, kot so vera, zgodovina, kolektiv, demokracija in tako naprej. In Rétif de la Bretonne je bil nujen, kar obstaja evropska linija povezovanja državljanstva in ljubezni in erotike, institucionalizacije in direktne povezave erotike in demokracije. Gremo na drugo. To je znana situacija. Marija dobi novico, da bo rodila sina. In telo mlade Marije je odprto. Angel, ki prihaja in ji šepeta novico, pravzaprav izgleda kot, samo trenutek, da jaz preverim to, ja, izgleda kot ljubimec. Izgleda kot neko, ki pravzaprav ljubi Marijo. In je ta pozicija njegove roke na njeni rami, njena zaspalost, ki je izrazito erotična, kar telo je popolnoma odprto, pravzaprav ta angelov, kaj je spodnji del, je med njenimi koleni, kot vidite. Torej, scena je izrazito erotična in Marija je izrazito erotična na tem reljefu. In pod roko Marije je žival, verjetno mačjega rodu, kar je zanimivo, ker na mnogih renesančnih slikah se ob tej temi, o tem motivu pojavi mačka. Kot nekakšen stari simbol plodnosti, erotičnosti, tudi ženskega vsekakor. In takšno mačko sem videla na neki freski, ki je sicer izrazito provincialna v Urbinu, v palači, pa še na nekaterih drugih mestih, je mačka priljubljen detalj pri Mariji, ki je še mlada in dobiva nekakšno, oziroma najbolj pomembno novico v svojem življenju. Zdaj pa nazaj na to skulpturo dveh vdov, ki smo jo zadnjič videli. Tukaj sta ženska telesa popolnoma odprta. Ampak tisto, kar je zanimivo, je, da ta, ki uživa, morda mlajša, njena stopala nista tukaj. Noga je enostavno ni stopala, tako kot da bi že spet bila spolja, arheološki ostanek. Torej, ženske, ki se zadovoljujeta, Freud zanimivo ne obsoja na noben način, samo pravi, da družbe imajo določen odnos do takšnih ljubezni in da zelo pogosto preprečajo užitek, to je njegov izraz. Torej, dve ženski sta vdovi in to je seveda jasno kaže motiv, sta ostali sami, brez moških in se na ta način pač erotično izpolnjujeta. Ampak tisto, kar je zelo zanimivo, je, da je to menda ena od figur, ki pripada največjemu ciklusu, ki ga je Meštrović karkoli naredil, in to je tako imenovani kosovski ali vidovdanski ciklus. Odkot sploh ideja Meštroviću o kosovskem oziroma vidovdanskem ciklusu? Se pravi, obstaja epski ciklus srpske narodne epike, in ki se imenuje kosovski ciklus, ki so ga nekateri poskušali interpretirati kot ep, ki je sestavljen tako kot Iliada in Odiseja iz različnih delov, ampak
To nas ne zanima. Nas zanima to, da je kosovski ep, oziroma to trpljenje naroda, prišlo v imaginarij ljudi, ki so zamišljali novo Jugoslavijo. Njim se je zdelo, ker je kosovski mit bil popolnoma neuporabljen, nihče ga ni še izkoristil za nobeno ideološko naracijo. In so oni mislili, da je kosovski mit s trpljenjem, z različnimi karakteri, ki so izjemno zanimivi, izjemno komplicirani, da je ta kosovski mit zelo dober za prezentacijo jugoslovanske ideje. In na razstavi v Rimu 1911. leta je bil paviljon, ki se je imenoval Vidovdanski tempelj. In v tem templju so predvsem bile skulpture Ivana Meštrovića, mnogo, omenja se število 43 kosov, si lahko zamislite, koliko je tega bilo, in še nekateri slikari so sodelovali in je cela ideja pravzaprav kosovskega oziroma Vidovdanskega templa, Vidovdan je dan kosovske bitke, 28. juni 1389. leta. Torej, je ideja kosovske bitke nekako bi morala Evropejcem približati trpljenje narodov na Balkanu in bi bila glavna naracija, na osnovi katere so izgrajevali novo folkloro, nove naracije, novo državo. In je osnova tega prikazovanja kosovskega mita bila psihične izkušnje junakov in junakinj. Seveda to izhaja iz Freudove psihoanalize. Tako ste imeli like menda tormentiranih kraljev, vitezov, ki so izjemno, bi rekli slabo razpoloženi kot eufemizem, ampak vsekakor besni, junaški, ženske, ki so posvečene, ampak trpijo, ker pravzaprav je kosovska bitka predvsem bila uničenje moške populacije, neke mehne kneževine na področju današnje Srbije. In je res bil problem manjka moških v vladanju. Pozneje, če vas to zanima, bomo se dotakli tem, ki so zgodovinsko potrjene v pisnih spomenikih, torej to obstaja. Torej, ali ste morda te vdovi bili del kosovskega ciklusa? Ni izključeno. To je delano 1909. leta v Parizu in bi lahko bilo del kosovskega ciklusa. Zakaj? Prav zaradi odsotnosti moških. Prav zaradi manjka moških. Dve ženski sta ostali sami in to je edini način, da pač doživita ljubezen oziroma užitek, srečo, erotiko, kakorkoli že. Če je to bil del kosovskega mita, potem je pa res zadeva bila izjemno avangardna. In vse zlorabe kosovskega mita, ki smo ga doživeli tudi naša generacija in to v zelo, zelo izraziti formi simplifikacije, ideologizacije, uporabe, zlorabe za vojno, za propagando in tako naprej, se ta mit pokaže v popolnoma drugačni luči na začetku 20. stoletja. Sicer je Meštrović večkrat obnovil to idejo kosovskega templa in ga na različne načine variral, morda uporabil tudi svoje načrte oziroma svoje prve izdelave za ta originalni, ki je propadal v Rimu. Nažalost, ta razstava v Rimu ni bila posebej uspešna zaradi epidemije kolere. Že spet imamo to evropsko urejevanje higijene, bolezni, kontrole, biopolitika, skratka. In je pravzaprav bila flop, ampak in nažalost so vse te zadeve in cel Vidovdanski tempelj propadli. Torej, na osnovi teh ostankov je pravzaprav Meštrović celo življenje potem do konca izkoriščal te teme, jih vrnil na sceno, jih pokazal. In en od glavnih pravzaprav izrazov tega kosovskega mita so naga telesa. Če je to del kosovskega cikla, potem pa bi se spomnili takoj zadnjega verza kosovskega cikla. To je nekaj kakšnih 12 epskih pesmi in zadnja je tako dekle z Kosova, kosovka devojka, gre na bojišče
išče svojega zaročenca in najde samo mrtve, iznakažene, ranjene, grozo vojne in to je nekako konec. In ona na samem koncu te zadnje pesmi pravi, jaz bom v srbščini citirala, da se mlada za zelen bor uhvatim i on bi se zelen osušio. Če bi se dotaknila bora, bi se ta osušila. Ne? Kaj to pomeni? To pomeni pravzaprav, zgodovinari književnosti so v glavnem to tu interpretirali na žalost v patriotsko-etnično-nacionalističnem ključu, ona žaluje za celim narodom, to je izraz narodne duše, bla, bla, bla. Ne, to ni izraz narodne duše. Kosovka devojka žali za tem, da ni več plodnosti. Ni več moških, ni več njenega zaročnika, ona ostaja sama, brez moškega, brez možnosti, da reproducira, da rojeva, brez možnosti, da živi skupaj. Torej, to je tisto, kar ona hoče za suhim borom ne povedati. In pa ritualno dotikanje zelene rastline, kakšnega drevesa, je postopek, ki ga poznamo v mnogih kulturah, tudi v slovanskih kulturah, tudi v antičnih kulturah. Konc koncev še danes imamo običaj, ki pomeni točno to, da bi nekaj se realiziralo, da bi se rodilo, da bi se zgodilo. To je to. Torej, naš odnos do teh starih ritualov je še kako ugrajen v naših postopkih in gestah danes. Samo da se tega zelo pogosto pravzaprav sploh ne zavedamo. Torej, dve vdovi, verjetno česta del kosovskega ciklusa, simbolizirate ne samo lezbijski odnos, ampak predvsem iskanje užitka v svetu, ki so ga uničili moški s tem, da so šli v bitko. Ker pravzaprav nosilni motiv epskih pesmi iz kosovskega ciklusa je, kako preprečiti vojno. Vse ženske v kosovskem ciklusu so proti. Kneginja Milica do konca, do samega konca, dokler vojska ne odide, izvaja različne, bi rekli, scene, drama queen, pa pade v nezavest, pa zahteva to in to, pa slugajo prinese soprogu, pa zahteva od bratov, da ne gredo v to bitko, ki je nesmislena, popolnoma nesmislena, nepotrebna. Ampak nič ne pomaga, sluga je odnese nazaj v njene oddaje, Lazar, soprog, pa gre v bitko in tudi mater Jugoviča zahteva, da oče in 9 sinov ne gredo v bitko, ampak seveda gredo v bitko in tako naprej. Pa tudi kosovka devojka se izbira pred cerkvijo, kjer prihajajo junaki, ki bodo šli v bitko in si izbira zaročnika, ne zaradi tega, da bi ga zgubila, ampak da bi ga dobila. Torej, vse, kar se dogaja, vsi ženski liki v tem epskem ciklusu so proti vojni, od začetka do konca. In junaki pa odidejo, vsi poginejo in ni več moških. Torej, to je ta narativna nit, ki jo vidimo v tej skulpturi. Jaz sem prepričana, da je to, brez kakšnikoli dokazov, moram priznati. Ampak sem prepričana, da je to del tega ciklusa, ki pojasnjuje težke psihične situacije žensk, ki so ostale po kosovski bitki. Torej, to je del ciklusa in govori o tem, da ženske pač lahko doživljajo tudi užitek, ampak ne plodnost, ker so moški na svojo odgovornost in po svoji norosti vsi izginili v bitki. Ko govorimo o odprtem telesu, bomo vzeli še eno skulpturo, ki kaže, kako je Meštrović iz odprtosti, recimo skromne odprtosti Marijinega telesa in potem popolne odprtosti teles dveh žensk, ki se ljubita, prišel do nekakšne osrednje figure, ki je erotična, ker ta tkanina, v kateri sedi, je očitno transparentna, vlažna, kakor hočete, kaže telo, ampak je glavni del, genital je pokrit. Torej, to je tisti korak, ki ga je Meštrović prevzel, da bi čez to pozo skrite plodnosti, bi rekli,
izkazal neke svoje narativne obsesije, ki so se rojevale seveda od kosovskega cikla pa naprej. In ta sedeča, ampak pokrita plodnost je zelo hitro pripeljala do njegovih statičnih žensk, ki sedijo v isti tradicionalni pozi, v kateri so sedele recimo v svojih skromnih hišah na Balkanu, in to je že njegova mati, ki sedi v isti pozi, ne popolnoma pokrita, popolnoma brez kakšnekoli erotike, samo mati, ki pač ima svojo spomeniško pozo in v tej spomeniški pozi pač simbolizira Balkanke, ki na ta način sedijo, na ta način se sedi na Balkanu, tudi muslimanke sedijo na isti način in vse ostale. Ne? Torej, to je poza, v kateri se sedi v hiši. In še ena stran Meštrovićeve erotike, torej je šlo na to spomeniško dostojanstvo matere, plodne, ampak plodne matere, to se ne skriva, ne? In skrivanje genitalij in vse to skupaj je bila ena linija, druga linija, in to je bilo zaprto telo, bi rekli. Ampak na drugi strani pa je Meštrović celo svoje življenje bil zainteresiran za ostarelo telo. S tem je pravzaprav začel, s tistim zdencem, vodnjakom, ki ga vidimo danes pred hrvaškim gledališčem v Zagrebu. To je bilo prvo njegovo delo, s katerim je pravzaprav tudi nastopil v secesiji na eni od secesijnih razstav. In tukaj vidite starejšega človeka, ki gleda v vodo, saj ste ga videli tukaj na razstavi. Vsi ostali se ljubijo, on pa gleda v vodo, v vrelec, v zdenec, v vodnjak. In še ena oseba okrog vodnjaka ne gleda in ne ljubi se, to je otrok, ki je zaspal. Torej imate na eni strani otroka, ki je zaspal, in na drugi strani starca, golega, nagega starca. No, ta obsedenost starim telesom je vidimo tukaj pri njegovem prikazu starejše ženske. Starejša ženska frontalno je prikazana, ima nekakšen izraz, ki je seveda izraz starega telesa, ampak še zmeraj je to telo, ki je v preteklosti bilo plodno. In potem pa ena cela serija starcev, ki jo je izdelal za New York in ki se danes tam vidi, recimo Job. To je starejši človek v trpljenju, v krču, genitalije se vidijo, ampak tukaj ni več plodnosti. Ne? Torej, to staro telo je ena od obsesij Meštrovićevih in to je pravzaprav zelo malo kiparjev si je sploh upalo, da prikaže staro telo. To je postalo nekako sprejemljivo šele po drugi svetovni vojni in po grozotah, ki so se zgodile v drugi svetovni vojni. Ampak prej staro telo je raziskoval samo Rodin, ki je izjemno cenil Meštrovića. Torej imamo ta fenomen starejšega telesa, ki je v primeru starke zaprto, v primeru starejšega človeka odprto. In pa seveda potem pa mislimo na tisto ogromno število skulptur, ki jih je Meštrović izdelal, ki prikažejo močnega, mladega človeka. V glavnem junaka. In to serijo odprtega telesa bomo zdaj videli. To je skulptura, ki jo je naredil za stavbo, danes je pred stavbo Združenih narodov v New Yorku. Prikaže domorodca, pravega Američana, tisto, kar smo popolnoma napačno imenovali Indijanec, nima nobene zveze z Indijo, ampak so ga tako imenovali na začetku, ko so mislili, da je to res Zahodna Indija, kar so našli. Vsekakor je to popolna moč moškega, ki je seveda tudi na moškem elementu, na konju. Ampak tisto, kar je zanimivo, ta izjemen dinamizem tega telesa, skupaj s konjsko pozo, konjskega telesa, izraža stabilnost. To ni tek, to je začetek, morda začetek tega, ampak ni tek, to je moč, ki je stabilna, nagega moškega telesa.
In ta naga moška telesa, ki izražajo moč in stabilnost, je Meštrović seveda posebej imel rad. In je celo serijo takih junakov, moških junakov naredil. Naslednji, ki ga bomo prikazali, in to so vse odprta moška telesa, kjer se vidijo genitalije, kjer se vidi moč, moška moč. To je seveda zmagovalec, ki bedi nad Beogradom, ko pridete v Beograd, to je z panonske strani, to je prva zadeva, ki jo vidite pravzaprav na Kalemegdanski terasi, je spomenik, ki je narejen v 30 letih in ta zmagovalec nosi goloba, simbol miru. In seveda so ga ženske, različne ženske inštitucije, posebej ena, ki se imenuje Kolo srpskih sestara. Zelo konzervativna seveda, ki je napadla to skulpturo in je zahtevala, da tukaj ne stoji, kar je sramota in tako naprej. Z aferami se ne bomo ukvarjali, ampak ta ideja obrambe, ki pravzaprav ponuja mir, in zmagovalca, ki ponuja mir, je nekaj, kar je izjemno zanimivo in pravzaprav pojasnjuje še nekaj ostankov Meštrovićeve vere v demokracijo, v državljana, ki je svobodan in ki ni naklonjen temu, da ubija in da tvega svoje življenje v vojni. To je izrazito mirovnjaški zmagovalec, bi rekli, med vojnami. In je nekako preživel drugo svetovno vojno. Čeprav je Beograd bil resno bombardiran. Iz kosovskega ciklusa sigurno prihaja Miloš Obilić. Jaz ga bom prikazala v kar nekaj fotografij, ker seveda to je skulptura, ki jo vidite šele, ko greste naokrog. Ne vidite, vsaka optika, vsaki pogled, vsaki hod gledanja predstavlja drugačno figuro. To je mladi junak, ki gre v smrt. Je brez rok, tako kot namenoma narejen kot spolija, torej brez rok, brez prave moči. To je smrt, ki je že upisana v njegovo telo. Miloš Obilić je bil junak, ki je med kosovsko bitko, zaradi tega, kar so ga prej obtožili za izdajo, za možno izdajo, šel direktno do turškega sultana in ga ubil. In seveda so ga ubili takoj potem. Ampak bitka se je nadaljevala. Sultanov sin Bajazid je prevzel oblast, obenem se zdi, da je tudi ubil svojega brata za vsak primer, da ga ne moti, in je nadaljeval bitko in je bil zmagovalec. Torej, to je mladenč, ki gre v smrt, v polni moči. Samo na glavi, na obrazu, v tej popolni odločnosti beremo nekaj, kar jasno govori o tem, da ve, kaj se mu bo zgodilo. Ta odliv Miloša Obilića je v Narodnem muzeju v Beogradu, na samem vhodu. Neka druga, pokazali bomo drugo skulpturo Meštrovića, ki je tudi v tem vhodu, v tem predvorju. In Narodni muzej Beograda je že več kot 10 let zaprt. Kar pač zelo jasno kaže situacijo te države. To so pa detajli iz templa, Vidovdanskega templa, ki jih je Meštrović, kot sem rekla, v različnih kosih, v različnih trenutkih, v različnih konstrukcijah, ki jih je delal tudi arhitektonskih, uporabljal. Te dve ženski, ki imata folklorne elemente, ampak pravzaprav ne vidimo katere, samo vemo, da so folklorni. Vidimo, da so tkanine drugače, nekako na drugačen način urejene, vidimo te okrase, za katere ne vemo, komu pripadajo. In to je tudi Meštrovićeva ideja, da etnične kvalitete, etnični simboli pravzaprav ne pomenijo več, ne pomenijo veliko. In da je samo pomembno, da jih nekdo ima, tako da veste, da od nekod prihaja in nič drugega.
Zelo tipično za Meštrovića, dve ženski v pozi kariati, torej držijo nekako nebesa te stavbe, ne? In sta popolnoma mirni, popolnoma stabilni, brez kakšnega koli premika, tipična zaprta telesa, ne? Ki simbolizira ta nekakšno skupino, nekakšen kolektiv, ki bo šele odprt za spremembe, ko se bo spremenila splošna situacija, ko tempelj pravzaprav ne bo več potreben. In gremo na skulpturo, ki je tudi, če se ne motim, v Ameriki, to je popolnoma odprto telo, ženska, ki izgleda vesela, ženska, ki izgleda erotična, ki ponuja svoje telo pogledom in katera naj bi bila ta skulptura? Persefona, boginja spodnjega sveta. Kaj bi to pomenilo? Zakaj je Meštrović imenoval na ta način to skulpturo? Možna pojasnitev bi bila v tem, da je to trenutek, v katerem Persefona mora iti v spodnji svet in se obrača svoji materi in drugim bogovom, ki so zgoraj, ker ona mora dol. Na drugi strani pa je to morda druga interpretacija, ki mi je veliko bolj blizu, in to je, da boginja spodnjega sveta je zmagovalka smrti. In ker ve, kaj je smrt, tako kot vse ženske, o tem smo zadnjič govorili, in se je ne boji, je pač vesela in sproščena in živi življenje mrtvih enako, tako kot je živela življenje živih. Ona namreč je kraljica spodnjega sveta. In 6 mesecev, ko je zima, ona je s svojim soprogom, 6 mesecev, ko je toplo, ko je pomlad in poletje, ona je zgoraj svojo materjo in to je obdobje plodnosti na zemlji, vse raste, ni lakote in tako naprej. Torej je ženska, ki je zmagala smrt in zaradi tega je popolnoma svobodna. To je nekakšna možna interpretacija, ki moram priznati, da mi je veliko bolj blizu. Ta Persefona, če se ne motim, je danes tudi v Ameriki. To pa je tipično nago zaprto telo, spomin, ki ta kopija se tudi nahaja v Beogradu. Izjemno zanimiva skulptura, v kateri glava, oko, rama, noga, prekrižana noga, to, da stopal ni že spet, roke sta odsekani, nogi sta odsekani, vse je odsekane. In ta ženska simbolizira spomin, ki je očitno izjemno traumatičen spomin. Spomin, ki muči žensko, ki ji omejuje svobodo. In v tem primeru bi rekli, da Meštrović verjetno je dal to ime, da bi prikazal vso nasilje, ki ga ženska doživlja, da ni v patriarhatu, kjer je brez svobode, brez možnosti, da upravlja s svojim telesom, s svojim življenjem in tako naprej. In ta naga ženska, ki je polna erotike, katere mišice, meso, obli so izjemno privlačni, posebej seveda vrati, rama, dojke, koleni, vse je izjemno privlačno in ta privlačna ženska nima svobode zaradi tega, kar je pritiska kolektivni spomin. To bi bila interpretacija. In zdaj pa gremo na en reljef, ki je izjemno zanimiv. To je kosovski junak in dekle s Kosova. In tisto, kar je zanimivo pri tem reljefu, je, da kosovski junak ima genitalije, že spet je noga odsekana in roka odsekana in v tem primeru je to morda realna situacija. Ker dekle s Kosova opisuje dele telesa, fragmentirana telesa, grozo, to ona vse opisuje. Torej, morda je to res prav realna situacija. Ime junaka je Pavle Orlović. Torej, ona ga drži, vidite, svojo roko in pa tam pa je nek predmet, ki naj bi bil posoda vina, s katerim pač daje zadnjo moč tistim, ki so še živi. Pavle Orlović pa ima čelado sodobnega vojaka.
Ker je tudi nekaj zelo zanimivega, ne antično čelado, ampak sodobno čelado med prvo in drugo svetovno vojno. Oba gledata nekam v prihodnost, torej v prostor zunaj smrti, prek prostor, v katerem bosta morda drugače živela in tako naprej. Tudi njegova roka, tista, ki je cela, kaže na nekaj, kar se bo morda dogajalo v prihodnosti. In oba pravzaprav ne mislita več na to, kjer se nahajata in kaj je kontekst, v katerem sta. To je nekakšno obetanje prihodnosti po žrtvovanju v bitki. In to seveda direktno govori o, recimo, obnašanju naroda na Balkanu, v prostoru Jugoslavije med vojnami. To je tista vera, da bo boljše po vojni, da je borba nujna. Torej žrtvovanje, bi rekli, nekakšno kolektivno žrtvovanje. Sicer dekle z Kosova ima, tako kot Pavle, ima pravo, bi rekli, etno definirano balkanski obraz, malce grob, oba obraza sta malce groba, ostra, stroga. To je pač tudi del nekakšne estetike kosovskega cikla, v tem smislu, da so vsi, ki so prikazani v kosovskem ciklu, so tisto, kar vemo, tisto, kar je ostalo, imajo te balkanske dinarske obraze. Veste, da med vojnami so bile popularne teorije o dinarskem človeku, kako on izgleda, kako se obnaša. Te teorije psihološki so bile izjemno popularne in na to se verjetno nanaša ta izraz, ki ga je dal Likon. Torej Kosovka in dekle z Kosova in Orlović Pavle in ta njena posoda, ki je popolnoma brez smisla, pravzaprav nimate kaj z vinom napajati ljudi, ki umirajo. Zdaj bom prikazala še enkrat, da vidite drugo obliko telesa Miloša Obilića. Njegova roka naprej, ki je odsotna, verjetno drži meč oziroma nož, s katerim bo ubil Murata. In že spet ta dinamizem, to gibanje, ki je določeno, ki ne more imeti nobene druge variante, samo umor in lastna smrt in nič drugega. In bomo videli, kako to izgleda na razstavi tukaj. Zelo podobno. Ampak že spet vsakič samo centimeter se obrnete in je pozicija telesa drugačna. In poglejte še enkrat, tretja. Že spet imate popolnoma drugače obrnjeno telo, popolnoma drugačen pogled. Torej, res, ko gledate to skulpturo, vsak centimeter 360 stopinj, imate 360 podob tega Miloša Obilića. In zdaj pa in vse so odprte, zdaj pa na eno skulpturo, ki je izjemno zanimiva in seveda politično obarvana. To je Njegoš, ki se nahaja na Lovčenu v grobnici, ki je narejena kot tempelj. Predtem je bila neka mehna kapela. In ko so zamenjali kapelo s tem izjemno zanimivim in mogočnim mavzolejem, so bile debate in pozneje so se še pojavljale debate, da to ni pravi izraz črnogorske duše ali karkoli in da je treba to nekako, če je možno se izogniti tej podobi, kar je Ivan Meštrović Hrvat in tako naprej. Vse možne neumnosti so se pojavljale. Ampak to, ko pogledate Njegoša, ki sedi na vrhu planine, pod katero je živel, če pridete strani Cetinja, boste šli čez Njeguše, torej vas, v kateri je Njegoš rojen, boste videli to izjemno mehno in skromno hišico, v kateri je rojen, boste videli, da pred to hišico je neka livada in potem konc, in da je to pravzaprav zelo mehen kos sveta, v katerem je mladi Njegoš pač dobil željo, da piše poezijo. In ko vidite to skromno, mehno, nekakšno okolje in potem pa greste na Lovčeno, potem pa doživite
nekaj od tega, kar bi imenovali inspiracijo umetnika. Tukaj torej Njegoš leži z izrazito zaprtim telesom. Ne samo zaprtim telesom, ampak spi. Pravzaprav je v isti zaprti pozi kot tista ženska, ki se spominja, mučno se spominja, on se tudi precej mučno spominja oziroma misli svojo poezijo. To je poezija trpljenja. To je traumatizirana poezija, globoko traumatizirana poezija. In seveda Njegoš pravzaprav nima nobenega kontakta s to simbolno ptičjim pojavom orla ponosnega, ki stremi navzgor, herojska, junaška podoba in vse ostalo, on pa je popolnoma drugačen. On je obrnjen navzdol v tragiko, človeško tragiko, usodo, smrtnost in ostalo, kar se vidi v njegovi poeziji. Morda ne toliko v tako imenovanem Gorskem vjencu, ki je herojska zadeva, opis herojskih dejanj, ampak predvsem v njegovem filozofskem epu, ki se imenuje Luča mikrokozma. Luč mikrokozma. In v tem epu pač se on sebi postavlja vprašanja vere, sebi postavlja vprašanja dobrega in slabega in tako naprej. Torej pravi filozofski ep v veliki evropski tradiciji. In to je človek, ki premišljuje in ki je zaradi premišljevanja nesrečen. Torej, to je to zaprto telo, zaspano telo, telo obremenjeno spominom, tako kot žensko telo, ki smo ga pravkar videli, in nad njim pač simbol, kolektiv, ki ima svoje življenje popolnoma ločeno od Njegoša, ki si izmišljajo visoke zgodbe in junake in heroje in ga baš briga za posameznika, bi rekli. Ta mavzolej tako izgleda. In tisto, kar je posebej zanimivo pri mavzoleju, je v centru mavzoleja je kamen, ki je kamen za žrtvovanje pravzaprav. Antični, tipičen. Kos kamna, na katerem so žrtvovali živali ali rastline ali hrano prinašali. Torej nekakšno mesto kulta, lokacija kulta. In okrog so samo ženske figure. Torej abstraktne ženske figure, ki v tem primeru malce bolj spominjajo na Črnogorke, bi rekli, ampak to je pa kombinacija, ki tudi ni posebej upravičena. Da bi videli, da pravzaprav Meštrović je celo življenje ponavljal svoj kosovski tempelj. Ta osnovna konstrukcija svetišča mu je bila izjemno blizu in potem imamo še tukaj še eno rekonstrukcijo dela njegovega templja, ker vidimo izjemno zanimivo konstrukcijo, ozki prihod, ki pelje do sfinge, torej do vprašanja. Ne do cilja, ne do odgovora, ampak do vprašanja. In na obe strani so ženske figure. Že spet simbolno malo manj opredeljene kot tiste predhodne in kot tiste, ki so na spomeniku na Avali pri Beogradu, ampak vsekakor ženske, ki predstavljajo določene kolektive. Nekaj abstrakcij in ženskem telesu. Že od 18. stoletja se je mitološka figura simbolne boginje, ki leti ali prinaša novice in tako naprej, ali simbolizira pravico, pravičnost in tako naprej, se je pojavila v, bi rekli, popularni skulpturi, posebej 19. stoletja, razen parkov 18. stoletja in palač. V 19. stoletju so evropska mesta dobila javne stavbe. Velike javne stavbe, ki so služile kapitalizmu in državni upravi. In na teh stavbah, če se sprehajate po Ljubljani, boste našli veliko teh. Samo gledajte navzgor. Boste našli ogromno figur. No, te figure, ki so simbolnega karakterja, ki prikazujejo pravico, resnico, poezijo, tista muza nad Prešernom in tako naprej, so zelo pogosto lahko oblečene ali nage. Kar pač v tem primeru to ni več nago telo, ki je erotično telo, ampak nago telo, ki nekaj drugega izraža, torej abstrahirano nago telo. To abstrahirano nago telo
žensko pravzaprav pove, ko pogledate, jaz nisem ženska, čeprav sem naga, ampak sem resnica, pravica, poezija, muza in tako naprej in tako naprej. Ta abstrakcija ženskega telesa ima dvojno funkcijo, kar je izjemno zanimivo in že spet Michel Foucault se s tem ni ukvarjal. To je, da takšna skulptura vzbuja zanimanje moškega, kar se mu ponuja nago žensko telo. In obenem ga cenzurira in pove, ne, jaz nisem to, ampak sem nekaj drugega abstraktnega. Torej je, če hočete, to nekakšna svoboda državljana, da uživa v nagih telesih in obenem, da premišljuje o abstraktnih pojmih. Navada oziroma isti odnos do nagega telesa v kamnu ali bronu ali drugih materialih je pravzaprav antična. Ker v antiki se na templih, v celotni antiki in potem pa še v pozni antiki in v rimskem obdobju, najbolj pogost motiv na vseh templih so Amazonke in Grki, ki se z njimi borijo. Zakaj Amazonke? To ni samo ideja kolonizacije, ampak je ideja točno ta, da državljan, ko je v javnosti, ko je zunaj, in to je pravzaprav njegovo osnovno življenje, da je zunaj v javnosti in aktiven, da mu se pač ponuja nago žensko telo za užitek. In Amazonke so večinoma ali lahko oblečene v mini krilcih, ali pa nage, ali pa umirajo na pol nage in tako naprej in tako naprej. Torej, veselje za moškega državljana, ko se sprehaja po mestu. In to je smisel teh figur. Seveda poznaje, pravimo v evropski tradiciji, to postane nekaj veliko bolj pomembnega. In abstrahira se, ampak užitek moškega še zmeraj ostaja. Na ta način so tudi, če pogledate to linijo ženskih teles, imate nek občutek užitka in potem pa greste do sfinge, ki vam postavlja vprašanje. Torej, je zamišljeno kot prostor premišljevanja, ki se spreminja od zaprtega do odprtega, ki postavlja vprašanja, ki je res evropski v tem smislu, da ves čas, na vsakem vogalu vas čaka novo vprašanje, nova ideja, nova abstrakcija, o kateri morate ves čas premišljevati. Ta državljan, ki premišljuje, je pravzaprav osnova vsake demokracije. Še ena izjemno zanimiva skulptura, v kateri je Meštrovićevo žensko telo, nago telo, zaprto in odprto. Navzgore je zaprto, na spodaj je odprto. Torej, to je figura neke interpretacije, da je to serija Meštrovićevih skulptur, ki se ukvarjajo z angeli. In to naj bi bil angel, ki ima v objemu dušo mrtvega in ga nese nekamor v drugi svet. Spodaj pa je neka tkanina, ki odkriva bok, kolk in ki odkriva tudi genitalije na ležeran in pravzaprav zelo erotičen način. Ženska se za razliko od mnogih skulptur Ivana Meštrovića smeji. Ta nasmeh morda govori v prid teorije o angelih, ampak na drugi strani je morda nekaj čist drugega. To je ženska, ki pravzaprav tistemu, ki jo gleda, simbolno kaže objem in ga pravzaprav vabi na ljubezensko doživetje, na ljubezen. Ona mu brez jezika, brez besed, pravzaprav pravi, pridi, objela te bom. To je njeno sporočilo. To je ideja, ki jo kaže, ker spodnji del je izjemno erotičen, odkrit, to je pa res vabilo, ne? In na drugi strani pa je ženska naklonjena, razpoložena, nasmeh je tukaj tudi, da relativizira resnost ljubezenskega doživetja, pravzaprav je ljubezen zelo vesela v tem primeru. Torej, pridi, objemi me, te bom objela in tako naprej, to je pač pravi erotični klic, ki ga tisti, ki gleda, ne more pozabiti. Če gre za angela, ki nosi mrtvo dušo, ki je ne vidimo, ki je v njenih rokah in jo ne vidimo, potem je to pomirjeno smrtjo. Oziroma pomirjeno s tem,
da se pač v objemu takega angela gre nekamor, to je potovanje, to je naskok, to je morda začetek poleta, to je njena noga. Njena noga, ki pomeni morda tudi, da bo zdaj poletela skupaj s to dušo in se morda nasmehuje prav tej duši, ki jo drži. To je pač sprejemanje smrti, nekakšno mirno in tudi morda tudi veselo doživetje smrti. Odkot pa to nejunaško veselo doživetje smrti? Meštrović je izjemno veliko bral, tudi napisal en roman in je bil človek, ki je tudi z besedami umel povedati tisto, znal povedati tisto, kar želi kot umetnik povedati, a ne svojo poetiko je razlagal in tako naprej. Ta podoba angela, ki nese dušo, ni iz krščanske umetnosti, ni iz krščanskih podob konca. Nikakor ne. Krščanske podobe konca so večinoma tortura, mučenje, odhod, ki ni zaželjen in tisto upanje, da se bo nekdo zbudil, pozneje pripada samo svetnikom, svetnicam in pa ne gre tako zlahka ta smrt, ne. Nasprotno, tukaj imamo pravzaprav podobe smrti, ki jih beremo v nekem Platonovem dialogu, namreč v Fajdru. Tam je smrt prikazana kot nekaj dobrega, veselega, nekaj lahkega, ki ga karakterizirajo določena pravila, kako se umira in kako se obnaša duša. Kaj vse dela duša, ko se enkrat umre. In v Fajdru je seveda skoraj komično opisano, kako duše filozofov čakajo samo 3000 let na nova krila in novi voz, ostale duše pa čakajo 10 000 let, tiste, ki niso filozofije. Sofisti tudi čakajo 10 000 let, ki jih je Platon preziral. Torej, duša se uspne, leti, ima nekakšna krila, ki se ne vidijo, ampak očitno leti s krili, in potem dobi voz z enim dobrim konjem in z enim slabim konjem. In potem upravlja s tem vozom, pelje se naokrog, dokler ne naredi dovolj obiskov svemira in potem pa gre v tisti najboljši del, v katerem mu ni potreben več ne transport, ne krila, nič ni potrebno, pač živi kot srečna duša v nekakšnem raju, ki je popolnoma abstrakten. Torej, to z konji, krili, voz in vse ostalo res zveni popolnoma komično, ampak pravzaprav govori o potovanju. In ta skulptura, če je to res angel, ki pelje mrtvo dušo, potem je to potovanje. In to takšno potovanje, ki je srečno, veselo, mirno, zadovoljno. To je tisto potovanje, ki ga opisuje Sokrat v Platonovem zagovoru Sokrata v Apologiji, kjer Sokrat, vedoč, da bo obsojen na smrt, govori o tem, kako gre v boljši svet in kako je zelo vesel, ker bo tam srečal veliko pametnih ljudi, ki so že mrtvi in da se bo z njimi neskončno pogovarjal. In pravzaprav gre, kot veste, ne samo, da gre prostovoljno v smrt, ampak z veseljem gre v smrti, spije tisti strup, ki ga je dobil, žrtvuje, obnaša se po vseh ritualih, žrtvuje petelina, obnaša se, izvaja vse potrebne rituale, pošlje svojo soprogo ven, da ne vidi smrt in dokler je še živ, se pogovarja s svojimi učenci. Torej, to je idealna smrt, ker on bo srečno odletel v tisti del svemira, svemirskih sfer, kjer so vsi tisti pametni ljudje, ki so umrli pred njim in se bo do nekončnega časa pač pogovarjal z njimi. Ta ideja smrti, vesele smrti, radosne smrti bi morda bila odgovor na to podobo ženske, ki obenem, pravzaprav dve interpretaciji se medsebojno nista konfliktni, o ženski, ki prinaša ljubezen, ki ponuja ljubezen, erotiko, nasmeh, veselje in obenem
pelje v zaželeno, srečno, enostavno, lahko smrt. Torej, to je nekako zadnje morda sporočilo, ki ga je Meštrović imel za svojo publiko in svojo poetiko. Zaprto in odprto telo pa je strategija, ki jo je apliciral, izvajal celotno svoje kiparsko življenje. Celotna njegova umetnost je o zaprtih in o odprtih telesih, ki pravzaprav izražajo nijanse demokracije, nijanse prisotnosti državljana, nijanse svobode, seksualne svobode, nijanse, če hočete, tega zelo, zelo bogatega evropskega paketa, ki ga vsi nosimo, ampak se zelo pogosto tudi bojimo, da ga odpremo. Hvala lepa, zdaj pa debata.